kot je navada pri takih panelih, se diskusija razname, če je mogoče nekaj bolj ostra. In jaz mislim, da je to treba postaviti stvari mogoče v neko luč. Jasno, da se vsi ne bodo strinjali s tem, kar bom jaz rekel, ampak namen tega je pač vzpodbuditi diskusijo in zato bom mogoče nekaj stvari nekaj bolj izpostavil. Prva stvar, ki bi jo pa načelno povedal, je to, da sta v bistvu dva tipa družbe, ki funkcionirata. In sicer en tip družbe je ta, v kateri imajo ljudje v tej družbi približno enake, rečemo temu, moralno, etično, delovne navade in približno verjamejo drug drugemu in zato rešujejo probleme v nekem skupnem dogovoru oziroma v nekem demokratičnem načinu. Predvsem pa poskrbijo v glavnem zase v tem smislu, da delujejo dobro v smislu nekega bona fide. Drug tip družbe pa to, da se ljudje odmaknejo, sami vase se postavijo proti državi, država urejuje vse, oni seveda golfajo državo, kjer jo morajo, država golfa njih, kjer jih more, ampak stvar funkcionira, v tem smislu, da je država tam, oni pa tam. Zdaj, seveda, v našem primeru smo zapustili en del države, en tip države smo zapustili ta prejšnji in želimo jeti v nek drug, ampak nekako smo nekje vmes in imamo občutek, da obegamo okrog tako približno kot tista naša slika države, ki je kot kura, sam tista kura ima saj glavo. Pri nas pa nekako ne vemo in problem je, zakaj begamo. Begamo zato, ker ni strategij, ker nimamo strategije recimo za gospodarstvo, nimamo strategije za znanost, nimamo strategije za šolstvo, nimamo strategije za sodstvo. Seveda nimamo praktično nobenih strategij. Če pogledamo samo šolstvo, a smo upeljali vajeništvo, smo naredili, kakšne so srednje strokovne šole, a imamo te recimo univerzo, kako imamo to prvo, drugo, tretjo stopnjo, kje so inštituti, kaj delajo. Da bom postavil čisto konkretno vprašanje, pa kar napišite na listah, pa bi rad odgovore videl. Vprašanje je, zakaj so inštituti, njihov namen. Pa me zanimajo odgovori. No, potem recimo primer je, kako si predstavljamo našo razmerje med inštituti in univerzami, kaj to je, ali pa da bom to prvo vprašanje postavil bolj enostavno, ga bom specificiral. Kaj lahko naredi v inštitut boljše, kot naredi univerza? Kje je dodana vrednost inštitutov? Zelo preprosto. Tretja stvar, ki jo imamo, je seveda delo recimo z kadri. Tukaj so bile zelo dobre številke, ki so povedale, kakšna razmerja so v diplomirancih, samo ni bilo seveda tistega števila, kako je znotraj ved, jih bom jaz povedal. Približno 50% in več je družboslovcev, cirka 10% je medicincev, 10% humanistov in približno 30% je tisto, kar govorimo science, torej tehnika. In ta odstotek se zelo dobro ujema s tistim, kar je na fakultetah in v inštitutih, vse ostalo je pa tam, kjer ne bi, v bistvu, kamer po našem mnenju sodi, torej v javnem sektorju, in večinoma se to ujema tudi s tistim, ko se vidi, ko je bil pokazan graf, kakšno industrijo imamo. Zdaj bom pa na nek način, na nek članek, ki je izšel v ameriški reviji Scientific American in so se Amerikanci vprašali z naslovom, članek ima velik naslov, zakaj Nemčija še proizvaja stvari. To je bilo vprašanje Amerikancov po veliki krizi leta 2012, in tam je bil zelo jasen odgovor. Zato, ker se njihova industrija dogovarja za velike dolgoročne projekte z univerzami. In tukaj sta zanimivi dve stvari v tej izjavi. Imamo ta članek tukaj, če bi ga še hotel videti. Prva stvar je, da se dogovarja z univerzami in ne z inštituti. In druga stvar je, da se oni dogovarjajo z njimi, ne univerze z njimi. To se zdi vsem jasno, ampak to ima dolgoročne posledice. Zdaj, tukaj bi pa spomnil še na nekaj, ko smo se pogovarjali, kaj Slovenija je, pa kaj bi, pa kakšno strategijo ima. Tam je v enem tistih strateških ciljev je visokotehnološka družba.
Kdo pa ne bi hotel biti visokotehnološka družba? Problem ni v tem, da bi želeli biti visokotehnološka družba, problem je v tem, da ne moramo biti to, ker preprosto nimamo za to materialnih pogojev. In če citiram, bom citiral našega trenutnega ministra za kulturo, ki je zelo zanimivo rekel, včeraj je v Delu to napisano, vse obljube, ki niso izpolnljive, so navadna laž. In to je res. In zdaj bi vas pa spomnil na neko knjigo, ki je išla pred 40 leti, še več, mislim, da skoraj 50, in sicer od Johna Nesbita Megatrends. Tam je napisanih 10 trendov in vsi so se uresničili, tako da ne bi, 10 trendov je specificiral leta 1982, kam gre svet, vsi so se uresničili in eden od njih, ki je v bistvu najmanj uresničen, je pa ta, ko pravi, da bo šlo iz industrijske družbe v visoko tehnološki in neko družbo, rekel je high-tech touch. High-tech touch, to je nekaj povsem drugega kot visokotehnološka družba. High-tech touch je to, če Borskalol ne naredi Boeinga, ampak naredi privaten avion za majhne denarje na nek del družbe. High-tech touch je to, ni to, da naredite robote, ampak da robot naučite govoriti slovensko. Ker če ga naučite govoriti slovensko, je nekaj popolnoma drugega, ker vsi roboti bodo govorili angleško. Vsa robotika bo govorila angleško, če ga boste naučili govoriti slovensko, boste imeli izjemno dobro jezikovno tehnologijo, jo boste lahko prodali v vse slovanske države, jo boste lahko prodali kamorkoli drugje, kjer ne govorijo angleško. Torej, če recimo delate farmacevtiko, če se ukvarjate z farmacevt, če delate ne vem kakšne genetske raziskave, ki so seveda v svetovnem vrhu, je to ena stvar. Druga stvar je pa, če to raziskavo farmacevtskih izdelkov kombinirate z mikrodelivery v telo na določeno mesto, v določenem kraju, na določen organ, v določenem času. Se pravi, to so specialne reči in to se v nekem smislu imenuje high touch. In tu je naša priložnost. Ni naša priložnost v visoki tehnologiji, v ne vem kakšnih. Potem je pa še zadnja stvar, ki bo rekel, mogoče ne mi zameriti, ampak slišati je bilo, da bi bili mi serviseri. Kaj je narobe s tem, da si serviser? Moram priznati, nič, ne. Tu bi poudaril nekaj posebnega za Slovencev, vsi hočemo biti direktorji, pa šefi, pa ne vem kaj. Ne. Če greste v Švico, tam so serviseri izjemno cenjeni. V Ameriki, ko sem bil, je bil najbolj plačan poklic orodjar. Je bilo tam ne vem koliko znanstvenikov pa nobelovcev. Serviser, čisto, če vam zdaj specifično povedal, je to, če ste vi dober serviser, lahko opazite 1,001 stvar, ki jo izboljšate, in če imate dobro okolje, naredite svojo tovarno, naredite svojo izboljšavo in naredite nekaj povsem novega. Problem je v tem, da vi v vsaki stvari vidite neko lahko izboljšavo. In tu je pravzaprav naš problem, in ga bom pa zdaj specificiral na univerze in inštitute. In sicer tole, pogledajte, ljudje na univerzah, govorim pa zdaj samo o tehniki, o tistem, kar govorijo science, ne govorimo o družboslovju pa o tem, tako da mi prosim v tem smislu ne zamerimo. Ampak če govorimo v tem delu science, so ljudje, ki delajo na univerzah, preobremenjeni. Tam je treba delati s študenti, treba imeti vaje, treba delati izpite in ti ljudje morajo tudi publicirati. Pogledamo na inštitute, z vsem odličnim spoštovanjem do inštitutov, jaz sem sam z inštituta, natančno vem, da tam ni treba učiti, ni treba imeti vaj in ni treba imeti tega in publicirati in potem so oni v istem konkurenčnem razredu z temi ljudmi na univerzi, in če pogledate to njihovo razdelitev dela, je popolnoma jasno, da so v enakopravnem položaju. Pričemer pa zdaj vsi te na inštitutu, večina bi pa rada šla na univerzo, rada bi učila, rada bi predavala, pa jim ne pustijo. Se pravi, zdaj imamo situacijo. Imamo inštitute, za katere ne vemo čisto točno, zakaj so, ker ne vem, kaj ste napisali, zakaj so inštituti in kaj lahko naredijo boljšega kot univerze. Jaz mislim, da nič ne naredijo boljšega kot, se pravi, v bistvu inštituti učijo. Ne govorim, da delajo slabo. Inštituti delajo zelo dobro. In so zelo dobri znanstveniki, vse dela dobro. Nisem proti inštituti, jaz sem zelo za, ampak ne bodo univerze.
To so Nemci naredili leta 1991, nobene težave ni bilo, razdelili so jih na 3 dele, tisti, ki so se avtomatično šli v univerze, bilo v redu, so bili tehnične univerze, eni so se ljudje prestavili v univerze že obstoječe, ene so pa razpustili, končano. Mislim, gledaj, zdaj pa naprej in ti ljudje, ki so, mi zdaj ne izkoriščamo tistih ljudi, ki so na inštitutih, ki bi radi učili, in izkoriščamo tiste ljudje, ki so na univerzah, ki bi radi tudi še raziskovali. Če bi to združili, in denarja ni treba nič za to, tu je treba povedati, denarja za to ni treba nič, zato ker te, ki so na inštitutih, so že plačani. In treba je vedeti, da naš sistem ne plačuje projektov, čeprav se deklarira za take, ne financira programov, ne financira projektov, ampak financira inštitute. Če ste gledali televizijo, ko so se pogovarjali pred nekaj, recimo pol leta, zakaj ministrstvo ni financiralo nekih evropskih projektov, pa se tisto ubogi sekretar tam zadržal, zakaj ni mogel, pa to on ni mogel povedati jasno in glasno, da preprosto nima denarja, ker mora skrbeti za to, da dobijo inštitut denar, da ne crknejo. To je vse, kar je. In tam ni nobenega, ta je boljši, ta bo dobil projekt za to. Ne, tam se razdeli denar za ta inštitut, denar za ta inštitut, potem se pa znotraj tega mehar tako naredi, da lepše zgleda. To je krvava resnica. In ne, zdaj govorim, da se tam kandidirajo za projekte. Pa samo še nekaj o teh člankih. Ste videli lepe slike? 150 faktor pri člankih, 150 ali 170 faktor pri doktorjih, ne? Potem pa faktor 17 pri ne vem čem že. Ne? To je pa popolnoma jasno, da se ne ve, zakaj so. Ne? To je to, ne? In delajo odlično. Gledajte, oni delajo odlično, pa ne vejo, zakaj so. Ne? Oni so univerza in dajmo jim to povedati. Zelo preprosto, jaz ne vem, mislim, potem s tem bi se izenačili pogoji, s tem bi se izenačili denar, s tem bi se izenačili praktično vse in ne vidim nobenih težav, ker so vedno bili univerza. Tako da pri nas pač ustrajamo, ker smo pač leta 1945 naredili inštitut, samo treba je vedeti. Leta 1945 je bil inštitut za premog, je bil usmerjen, se vedeli, zakaj je. Nuklearni inštitut je bil usmerjen. Karkoli si mislimo o komunizmu, pa o temu, da so hoteli atomsko bombo, ampak so imeli nuklearni inštitut, zato ker so to hoteli in je bil inštitut za to narejen. Ok, se ne strinjamo s tem, ampak je bil namen, potem pa, ko tega ni bilo več, so pa inštituti, govorim spet o 4 inštitutih, ki so, ne govorimo o ZRSAZ-u, ki pač ima čisto popolnoma druge faktore. Ok, to bi hotel, da se mehna diskusija razplamti o tem delu, sem hotel še kaj povedati, veliko še, ampak ne bom. Naslednji je gospod Tomi Iljaš, direktor računalniški inženiring. Me veseli, da se je odzval našemu vabilu. Zagotovo to popestrilo to našo debato. Izvolite. Hvala lepa. V taki eminentni družbi se počutim malo outsiderja, ampak nikoli nisem doktoriral, ne, sem dal prednost družini in firmi, čeprav mi je bilo zabavno, moram reči. Jaz ne vem, jaz bi osvetlil mogoče en način, pa en pogled, ki je, bi rekel, iz enega podjetja majhnega, imamo manj kot 30 zaposlenih in smo high-tech, 90% vseh storitev, ki jih proizvedemo, lani jih je bilo okoli 3 milijone, izvozimo, v glavnem v Evropo, po celem svetu, Azija, Amerika. Ukvarjamo se s superračunalništvom, se pravi, mi naše storitve, v glavnem superračunalništvo, naše storitve ponujamo vsem po svetu, ki jih potrebujejo. Zdaj, najprej bi rekel tehnični kader, ne? Mi se borimo z vsemi podobnimi podjetji, skačemo, trkamo od vrat do vseh poznanstev, ki jih imamo po fakultetah in se grebemo za kader. Dobrih inženirjev ni enostavno dobiti. Mi jih vzgajamo od osnovne šole naprej, sponzoriramo vsa matematična, fizikalna tekmovanja, hodimo po šolah in spodbujamo, da bi inteligentni šli namesto, jaz se opravičujem, če kakšen družboslovec tle, namesto, da bi šli ne vem, na FDV za zunanje odnose, želimo, da grejo nekaj naravoslovnega, matematika, fizika, strojništvo, elektro in tako naprej, kemija.
ker so to potem naši bodoči kadri. In smo uspešni, moram reči, da 90% vseh, ki se zaposlijo na Arcturju, jih vzgajamo. Opažamo malo padec kvalitete, ker tudi naravoslovne fakultete se morajo prilagajati trgu in morajo zniževati kriterije, da sploh dobijo ljudi. To opažam in malo sem nesrečen, ker prav na našem področju superračunalništva ni programa v Sloveniji. So nekatere svetle izjeme, fakultete za strojništvo, prav Kemijski inštitut, recimo, ki to zelo negujejo, en kup drugih fakultet pa to prav zanemarja, ni. Tako da naše diplomante in naše, bi rekel, doktorante moramo pošiljati v tujino. Kako potem zaposliti te top ljudi? Moramo se zavedati, da ljudje, ki delajo na Arcturju, so zaposljivi po celem svetu v minuti. To ni računalništvo, če se usede na Tajvanu, v Ameriki ali pa na Kitajskem za računalnik, bo tam to isto počel v 1 uri. Tle sem opazil eno nefer igro, ki se dogaja v Evropi. Amerika je zmeri znala dobro krasti kadre. 3 moji najboljši prijatelji so končali v Ameriki, najboljši košarkaši končajo v Ameriki. Pač imajo dober sistem, dosti denarja in jih kupijo enostavno, ne? In ponudijo tudi stvari, ki jih mi ne moremo. Malo manj fair se mi pa zdi, mi smo lani izgubili enega odličnega sistemskega inženirja, ki je šel v Nemčijo za 5000 in nekaj evrov plače. Prav fair Arctur v slovenski zakonodaji, to bi bilo skoraj malo več kot 11 000 evrov stroška dela, mi si ga ne moremo privoščiti, smo ostali prijatelji, si dali roke. Čez 2 meseca, ko srečam tega mladega gospoda v Nemčiji, mi malo pove, da ta nemški inštitut v resnici ima sedež v neki davčni oazi in njegov bruto je enak njegovemu netu, ne? In pol mu še plačuje dodatno zavarovanje, tam enih 400-500 evrov pri Lloyd, ne vem, krasni zavarovalnici. In jaz ga gledam, se rekom, čakaj, toliko si tudi nas stal, ne? Toliko je imel strošek dela, moj in drugega inštituta je pa enak, ne? Kje je zdaj tle fair, ne? In tle bi rekel, ponavljam že 20 let, pa verjetno nisem edini, da bi neke vrste davčno olajšavo za take kadre morali upeljati, ker če ne, bojo šli ven. Ker druge države, eminentne, Nemčijo mi jo gledamo tako, ne, z velikim spoštovanjem, pa tudi Švica, pa tudi Luksemburg in tako naprej, imajo za to svoje finte, na katere dobijo kadre. Mi jih pa zgubljamo, ne. Možakar bo prišel nazaj, ker ima tudi tle hčerkico in tako naprej, ampak, ne, mi smo zdaj 1 leto brez odličnega sistemca, ne. In tako naprej, jaz bi lahko še dosti govoril, bi pa samo še eno stvar povedal, poleg, kljub vsemu, kar sem zdaj povedal, jaz mislim, da imamo izjemen intelektualni naboj, izjemno inženirsko znanje, ki je verjetno v genih, ne, v tem narodu, kar nam pa manjka, je pa prodaja. Jaz sem inženir z nekim genom prodajnim, ne, verjetno zelo izraženim, 3 generacije nazaj ne vem, mora priti iz pradavnine, ne, nekako je zašel, ne, v mene in prodajam, in dobro prodajam. In na jok mi gre, ko prideš do majhnih skupinc, ker smo videli, ogromno je majhnih podjetij. Mi smo majhni, so še manjša, so 3-4 zaposleni, izjemni talenti, inženjeri, vrhunski, z vrhunskimi produkti, nimajo denarja, niti za prvo stopnjo patentiranja. Prva stopnja, vemo, je 1500-2000 evrov, to je drobiš, ne. Arctur daje 30 000 na leto za patentiranje, kar ni dosti, ne. Da bi pa to razširil, zaščitil neko stvar intelektualno po celi Evropi, si pa 50-60 000 in 3 zaposleni tega ne zmorejo. Na jok mi gre, ker vidim, kako slabo tej tehniki, inženjeri so sposobni prodajati. Oni pridejo ven in najprej povejo vseh 17 pomanjkljivosti, ki jih njihov produkt po njihovem mnenju ima. Tega prodajalec ne dela, ne. Moraš priti v trgovino in ti začne razlagati, ja, veš, ne, Volkswagen, ja, se malo škripa, ne gre tako, ne. Se pravi, poleg tega jaz mislim, da bi mogli tudi zelo intenzivno spodbujati nekaj, kar pa naš šolski sistem po moje popolnoma ubija, in to je te veščine nastopanja, prodaje in samozavesti, ne. Jaz mislim, da to ponovadi moramo kar uvoziti, če ne
Smo videli pri košarki, recimo, ne. Slovenci smo zmeri, ja bom jaz vrgel, ali prav jaz zadnji, ne, ne. Malo več samozavesti in ta šolski sistem, jaz imam 3 otroke, ki so imeli komaj kdaj kakšen ustni pa nastop pred tablo in tako naprej. Še pri jezikih, ne, pri jezikih, moja ta mlajša hči 3 leta ima italijanščino, še nikoli ni bila ustno vprašana. Meni je to smešno. Ne hodim po šolah, ker pač se ne ukvarjam, ne, ampak hočem reči, nastop, prodaja in na živce mi gre, da naredimo razpis, kjer se javi 20 ekonomistov in prav noben noče prodajati. Vsi bi delili nekje v backgroundu, neki bi tam štimali, tako da so vzkriti, ne, za ekrani. In to je treba pač popraviti, po moje. Sem bil predolg, se pravičujem. Hvala lepa. Nadaljujemo. Me posebej veseli, da je med nami gospa dr. Jožica Rez, predsednica uprave Domet Holdinga, ki tudi predajem besede. Izvolite. Mislim, malo komentirala oziroma se dotaknila, kar smo že slišali. Če začnem z dodano vrednostjo na zaposlenega, vse čestitke takim majhnim podjetjem, ki pač imajo možnost izdelovati izdelke s najbrž kar nekajkrat višjo dodano vrednostjo, vendar bi rada rekla, da to, kar je mogoče značilno za mogoče pač slovensko, ne vem, vrsta kulturo, da nekako nismo zadovoljni s tistim, kar je realno, kar je pravzaprav najlepše. In tudi pač, in če začnem s tem, da dodana vrednost zaposlenega je sestavljena z plačami, z rezultatom in pa da pač ta delež investicija, kar si ga lahko rezultat damo, in da je naravna rast možna, recimo tam 2000 evrov letno za eno tako večje podjetje. Vendar je možna rast, če stalno vlagaš seveda v znanje, v bolj inovativne izdelke, ampak za to potreben čas. Mogoče en podatek. Mi smo recimo na programu teh motorjev za sesalnike v 40 letih zrasli od sledilca do vodilnega razvojnega dobavitelja. In seveda na tej stalni rasti. Tudi vlaganje v znanje, v produktivnost. In ko si med vodilnimi v eni ozki tržni niši, potem eksperimentiranje ni več zadosta. In del pač tega, da si krepiš svoje znanje, da doktoranti delajo pač tudi svoje naloge in študij iz naših tem. Tukaj bi se pa, in za katerimi ali pa v enem določenem obsegu tudi delamo kar dobro, tako z Elektrostrojno in tudi Jožef Štefanom, ampak tukaj je zagotovo še več možnosti. In tukaj vidim, pa to sem že nekajkrat povedala, zares oviro, da se prizna samo citiranost, nikakor pa ne delo na projektih. Tukaj gre prvi v eni stvari za to, da vemo, kako je pri objavah, prvi jih vidijo vsi drugi, ne pa slovenska javnost, zato ker čakamo na objavo. Po drugi strani pa pač to nekako ne pride do industrije. Seveda, to ne moramo tega zdaj primerjati tako rečem trivialno, zato ker pri objavah gre tudi za zelo bazične raziskave, ki jih pač ne moramo ugraditi v izdelke, ker se moramo zavedati, da prvo je ideja, potem je treba to industrializirati in tretje še prodati, kar pa tudi ne moreš kot neznano ime in pričakovati, zdaj bo pa trg čaka name in bo se pokupoval. Razen seveda, če gre za kakšne izjemne rešitve, pa tudi treba znati prodati, kot smo slišali. Tako da tukaj zakonodaja zagotovo lahko naredi zadosti, to se pravi, da vzpodbuja tudi sodelovanje z industrijo, za kar imamo dovolj dobrih primerov tudi že v recimo Nemčiji in tudi v drugih državah. Tukaj, kaj lahko naredi zakonodaja, bi recimo povedala sem eno nekaj čisto iz naše stroke.
motorji, ki jih delamo, tako imenovani elektronsko komutirani motorji nadomeščajo sinhronce, in to v prezračevalnih sistemih so zelo veliki potencialni prihranki, ampak dokler časa ni bila zakonodaja omejitev teh, to se pravi, koliko energije lahko porabimo za kubični meter prenesenega zraka, toliko časa se ni dalo prepričati uporabnike, da je to sicer nekaj evrov dražje, vendar bojo prihranili na električni energiji ogromno. Skratka, zakonodaja zares veliko lahko vpliva na to, kaj se bo dogajalo. Mogoče sem še to o svoji blagovni znamki, to so lahko tudi realne sanje, moramo se pa zavedati, da tako pri vsakem projektu moramo tudi videti potem 1000 korakov, kako jih bomo pripeljali do tja, in mislim, da je trenutno, pri trenutnih kapacitetah večji potencial biti vodiln v eni ozki tržni niši in v bistvu recimo 90 pa še več procentov izvažati s tem, a s tem tudi slediš tem svetovnim trendom. Hvala. Po akademskem uvodu smo imeli dva primera iz kako rečem, prakse. Ne? Zdaj pa dajem besedo profesorju dr. Jožefu Duhovniku, ki je zapravo na obeh področjih doma. Ne? Da smo malo zamenjali vrstni red. Ne? Hvala lepa za predstavitev, hvala lepa za povabilo, in glede na to, da počasi postajajo te predstavitve bolj, bi rekel, umirjajoče, bom jaz začel bombice metati. Ne? In prva bombica je za naslednje razpravljalce, in sicer bom trdil, da so družboslovci niso napravili izpita pri razvoju Slovenije v zadnjih 25 letih. Družba je zmešana, nima strukturne politike, ne ve, kaj bi rada. In to bomo potem se o tem pogovarjali. Kajti tako zmešanega strateškega nastavka, kot ga imamo zdaj, še ni bilo nikjer v nobeni normalni družbi. Vse to, kar je prej profesor Vižentin kazal, so zgolj sadovi osamljenih jezdecev. In recimo primer bom kar dal tukaj primer Domela, ne morete verjeti, jaz sem bil, me poznate, sem bil pač zmeraj precej blizu, ne? In recimo Domel je nekdo v še takratnem temle skladu, ki je bil Kaco, to je bil še prej, Koželjev, Koržetov sklad, se opravičujem. Jaz sem bil tam član upravnega odbora, ne morete verjeti, ne. Tam je bil en resen makroekonomist, ki je še danes živ, je pa učil temelje marksizma na fakulteti za ekonomijo. In je rekel, poslušajte, podjetje kot Domel, ki nima nobenega razvojnega potencijala, ni možno, da preživi. Ni možno, da preživi. On ima še danes plačo iz državnega fonda, gospa je pa naredila firmo, ki je dejansko svetovni pregled. Poglejte, in ko se začnemo o tem pogovarjati, potem je treba kakšnega včas za ušesa potegniti in mu prepovedati, pa tudi nastope na odmevih. Ker s takim zavajanjem bomo prišli zelo daleč. Dajte pa vedeti, kakšni so zadnji dosežki družboslovcev pri zavajanju. Katalonija. 90% Kataloncev se je odločalo za to, da se bojo osamosvojili. To je popolna laž. 90% od 40%. Zvesto pa ponavljajo največjo neresnico, da je 89% državljanov Slovenije se odločilo za plebiscit. Ni res. Nas se je 95%, po tej isti logiki. In ta laž je stara 25 let. Poglejte, če zdaj gremo nazaj spet na tisto področje, ki je pomembno, moramo seveda vedeti, da Slovencev je 2 milijona. Da je na svetu 7 milijard ljudi. In ta umotvor prisiljenega potencijala zbiranja člankov in konkuriranja z velikimi državami, ta umotvor je lahko samo zrasel v kakšni dolini, pri ljudeh, ki so šli za 3 mesece pogoj Ljubljanske univerze na kakšen inštitut, najboljši v Trst ali pa v Knaflov na Dunaj, zaradi tega, da ni bilo prevelikih kulturnih razlik, in tako so rekli, da imajo mednarodne licence.
Dokaz za to je Ljubljanska univerza. Ljubljanska univerza ne dovoljuje in nima kriterija za industrijsko prakso uspešnega raziskovalca, če ni bil vsaj 3 mesece od zunaj v kakšnem inštitutu. To je napisan, pazite, jaz se nič ne izmišljujem. Je pa dovoljeno, da en se z Ljubljane vozi v Trst na Miramare in potem tam 3 mesece odloži kot lektor slovenskega jezika in dobi status seveda prehoda, da je bil na tujem inštitutu. To je blesarija, to ni nenormalno, to je blesarija. In vendar, pazite, in vendar vsi o tem govorimo, kot da je to res in da je to prav, ker so se ljudje razvijali. Poslušajte tekste zadnje pol leta, se je spet vsak govori, kako smo zdaj spoznali, pa smo to popravili, pa smo spet to popravili, pa poslušajte, ne se z nas odraščenih norca delati. Zakon o graditvi objektov je bil v Sloveniji spremenjen 14-krat, vedno po evropskih kriterijih. V Evropi se je samo spremenil 4-krat. Vedno so govorili vsi ministri, vsi po spisku, levi, desni, isti džavo. Vsi so govorili zelo preprosto. Prilagajamo vedno in smo prilagodili evropskemu zakonu. Kako ga pa 14-krat prilagodil? A sklišne vejce pozabil, ali kaj? Kdo se dela norca z nas, ki smo normalen ljudje? In jaz želim imeti ljudi, ki govorijo normalno, ki nimajo podstrehe zmešane, in ki želijo nekaj narediti. In če je družba narejena za to, da na koncu ne bojo določene skupine ljudi sploh ne bojo poznali, da so dvoje sorte ljudje na svet, ne, potem je pa res to zmešana družba. In mi se moramo čist preprosto pogovarjati o tem, da bomo tudi o tem se vprašali, če je pa grem nazaj na 2 milijona. Če imamo mi 2 milijona ljudi, so vzorci inštitutov in univerz iz sveta, iz Amerike, 240 milijonov, čista treparija, to je blaznost človeka, ki je izšel iz kletke in se je pelal z rentakarom iz vzhodne na zapadno obalo Amerike in poslušal TV, ker kol že, CNN recimo, da je še bolj zmešan, ne? In potem govori, ko prije nazaj, kako je to treba narediti. V Sloveniji mi nimamo toliko genetskega potencijala. Če že govorimo o tem, kako je problem mesa govejega, ne bomo pa še pri človeku govorili, da nimamo to genetskega potencijala, da bi se mi lahko prvoščili ločene inštitute, ločene univerze in še boljš, 15 univerz, zaradi tega, da bo vsak iz tiste univerze mahal s kredo po tabli. Če dobro pogledate, kdo je univerze ustanavljal, nobeni naravoslovci, samo tisti, ki lahko pišejo s kredo. In to je dokaz, da smo še bolj zmešani, da imamo 50% ljudi, ki nimajo primerne zaposlitve. Noben se ni vprašal, da mi 10% medicincev za družbo, ki se stara, da je preprosto premalo. Mi rabimo 18% do 20% medicincev in rabimo približno 30% do 35% naravoslovcev. Jaz govorim vse tehnike. To je družbeno in to mora minister za šolstvo predpisati, kdo bo kakšen cenzus imel. Ne da piše filozofska fakulteta 2 leti po koncu Bolonje 47 programov za tega, da so vsi profesori zaposleni. Pa je filozofska fakulteta potrebna, da se razumemo. Torej, moj predlog je preprosto v tem, da če hočemo mi nekaj pametnega narediti zaradi genetike, da preprosto naredimo inštitute in univerze skupaj v simbiozi, jih povežemo skupaj in potem mladi ljudje dobijo vrhunska znanja pri inštitutih, če so jim sposoben, če so jih sposoben sprejemati. In istočasno z univerze se naredi tipičen prevod, kajti tista inštrumentacija, ki je v inštitutu že bila tudi včasih po 10 let zapakirana, ker ni bilo ljudi, da bi jo odpakirali, tiste bi jo potem odpakirali in bi jo mlad, vse jo uničijo. Računalnik se čez 3 leta je star, konc, nimamo kaj. In zakaj jaz to pravim? Zaradi tega, da bi končno spoznali, da se je treba pogovarjati. In bom povedal primer, ne morete verjeti, na naravoslovnih fakultetah in na medicinski fakulteti je logično, da je katedra od 10 do 30 ljudi. Povejte mi katedro na družboslovju, ki ima 25 do 30 ljudi skupaj. Ni možno, ker so tako dobri, da je vsak zase perfekten, svetovljan. Mi moramo v številkah govoriti. Zdaj, ker je toliko majhen krog, da saj boste nekaj naprej prenesli. Ker če bi to v javnosti govoril, poslušaj, pa nekateri začeli žvižgati. Naslednjo, dodana vrednost. Veste, zelo lahko je govoriti o dodani vrednosti.
Jaz sem usrečen, ne, veste. Jaz sem začel službo, prakso v Kolorju in sem o to krbil, ne, da sem potem praktično srednjo šolo, 3., 4. letnik sem skoraj gor risal in na fakulteto me je zmeraj prišla mama upisati, ker jaz nisem v cajta, ker sem toliko projektov risal. In prvo delo v življenju sem opravil, grem na družboslovje, ne, da so mi dali strukturo delovnih mest v oddelku, ki je bilo približno tam, jih je bilo inih 200 ljudi, kjer noben od starih ni upal napisati kvadratke, kdo je višji, pa kdo je nižji. Meni so dali pa kot mulčku, so dali pa risati, ker ti bo tako ali tako tapen, ta bo šel, ne. In jaz sem narisal nevede in tako sem se jaz spoznal, kaj pomeni ljudska moč. Ko je bilo narisan, sem bil pa res trpen. Tako da vem, kaj se to zgodi. Imel sem tudi take stvari, kot se dogaja zgodba z odgovornostjo, tako da sem, ko sem bil 29 let star, sem imel pooblastilo do 4 milijone podpisano pogodbo, ko sem bil litostroj do 10 milijonov, ker so mi preprosto verjeli. Nikoli nisem naredil to prej. Zakaj vam to povem? Zato sem potem jaz tudi ustanovil firmo, ker se mi zdel za mal, da imamo mi direktorje, ki so praviloma družboslovci in govorijo o problemu proizvoda, ki ga sploh ne zastopijo. Povejte mi, kdo je lahko direktor pekarije, pek, ki produkt pozna. V Nemčiji tovarne avtomobilske proizvodne direktorji so samo doktorji strojništva. Povejte mi kakšnega drugega. So imeli enega psihologa, pa je zajadral, so ga takoj zamenjali, 2 let, avštavšal, ker ni bilo nič od tizga. Poznate Renaulta, ki je imel tudi psihologa na Renaultu, ko je zafural celo zgodbo, še pri nas so menjali opreme. Vsi ostali, pazite, da se razumemo, vsa ostala ekonomija, finance pa ekonomija se ločuje, veste, samo pri nas je malo zmešan. Veste, to je jasno, to je pa posluga, tako kot snažilka. Jasno, da to je treba jasno povedati. In gledajte, in pri nas pa naredimo to, ne, ko gre država v propad, pa naredimo za predsednika države finančnico, ker samo ona zna to rešiti. Tako je narejen sistem. Pride fabrika v bankrot, jasno, kdo bo drug kot finančnik reševal. Poslušajte, fabriko se rešuje z razvojnim produktom, ki ga daš na trg, ki ga ljudje kupujejo. Naša industrija, bom trdil, vsa industrija je šla v maloro. Samo zaradi tega, ker ni bilo pravih produktov, ker ni bilo razvojnih produktov. In tam, kjer je bilo preveč belega kruha v posameznih mestih, so firme razpadle. Vznikle in ostale so samo firme, kjer so ljudje živeli za fabriko. Pa vam bom povedal primer. Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Gorica. Niti ena fabrika ni ostala, ker je v fabriko hoditi težko. Železniki, Idrija, Cerkno, Velenje, Novo mesto. A poznate ta imena? Poznate kakšno fabriko iz teh mest? Kako za vraga je raven v teh mestih, ko so ljudje iz ruralnega področja na šiht hodili, ne v službo, na šiht in so spoštovali, so ostali v firmi še pol ure zaradi tega, da je tisto naredil. Zakaj je tam industrija šla? Mi se moramo, zato je slovenski narod prav, ker se ni dal pretentati. Potem pa še seveda delo s kadri, ne? Perfektno, veste. Jasno, da je treba delo s kadri. In take zgodbe, kot se dogajajo zdaj, ne, da je Ljubljanska fakulteta z tistim univerza z znamenitim ZUJF-om je praktično vse te stare profesorje odpravila, ne, in je rešvala, nekaj osamelih jezdecev je še, ne, veste, ampak to dela samo norec, ki ve, kaj je treba zaradi norosti delo dokončati. Mi imamo vsi kolege, ki vemo, da komaj pride v službo. Nekateri so včasih rekli, da niti 2 ure mehur ne drži, ne, pa mora zaradi tega jeti. Imamo pa ljudi, ki so živi pri 70-80 letih. In ti taga človeka, ki ima toliko znanja, pošlje štipendijo zaradi tega, ker je formalno v kadrovski službi ena srednja šolka ugotovila, da si toliko star. Ker ne poznajo biološko starost in koledarsko starost. In če tega ne poznajo, poslušajte, potem v kadrovski politiki nehajmo se norca delati. Nehajmo se norca delati. Govorimo o resnih problemih. Ne govorim jaz zato, ker sem star, poslušajte, jaz bom delal ne glede, ali sem v službi ali pa ne, to mene ne moti. Ampak govorimo o tem, da bo to, kar se je zdaj zgodilo, ko je
prišlo do razkroja v zadnjih 4, da smo prišli iz 300. mesta na 500 mesto na Ljubljanske univerze, je določen način razumevanja akademskega življenja. Je določen način razumevanja akademskega življenja. In vendar noben ne reče to resnice, ker se vsi bojijo za plačo. Pa kaj če imaš penzijo, kaj se boš pa bavil za plačo? Ko te morajo penzijo vzeti? To so leta 90 lagali, zdaj pa tega ni več možno. Tudi ta laž je bila, da jo penzijo pobrali, poslušajte, to mora samo en človek stupidity govoriti. Drugače je pa nenormalno to. In, gledajte, in če se bomo seveda o tem pogovarjali, ne, potem bi jaz nekaj še predlagal. Jaz sem rasel v tistem času kot projektant, kjer smo živeli kot bubreki v loju. Mlajša generacija tega ne razume, pa vam bom povedal za številkam, ker je gospod Stanovnik tle, ker se že dolg časa poznava kot ekonomista. Kot ekonomist pa strojnik. Gledajte, ko smo mi včasih v Jugoslaviji uvažali robo iz Zapada, je bilo 100% cena, potem smo poiskali nemško ponudbo, pa smo dali 30% gor, pa smo pa ponudili 25% in naša generacija je delala za 125% cene. Ko pa zdajšnja generacija stopa na trg, je pa 100% cena taka, kot je 22% davka, ker smo se tako zmanili, potem imate nekaj za reklamo, pa malo za tole distribucijo, pa malo za delnice, ne, delnice tu zdaj že mladina precej pozna, ne, in potem še za razvoj okoli 5 do 15% in je vrednost produkta tistega, ki ga kupite, da bomo bolj materializiran v Bauhausu, pomnožite z 0,55 oziroma z 0,45 do 0,35 in potem se odločite za razvoj. Če ste sposoben za 35% tiste cene gor na stelaži narediti, potem lahko razmišljate, da delate razvoj. Vse ostalo je pa blef, ki ga ponuja tudi nacionalni BBC televizija Ljubljana. Kdo še danes kupuje lesena očala, ki so bila hit pred 2 letoma? Lesene ure pred 2 letoma. To je produkt za par takih, ki so vija vaja ven. To ni logično, ampak elektromotorje pa prodajamo, ne, pa 10 milijonov na let. Vidite, in to je tisto, ne. Mi moramo strukturno, tako kot je gospod Vižen prej povedal, strukturno graditi od malih pa na veliko. In kaj je najhujš, ne, veste, to potem bom pa končal, ne, doktor znanosti, ko jih imamo toliko, ne, doktor znanosti, ko konča in je samozaposlen, to je fiasko družbe in oseben fiasko. Doktor znanosti, ki je samozaposlen, je revček slabši kot delavec, ki gre v firmo za vratarja. Ker doktor znanosti mora vrniti nazaj družbi, zdaj bom pa Kardeljev nauk razlagal, ne, da boste vsi zastopili, da so tudi desničarji s Kardelčka malo popopran. Ne. Veste, če sem jaz pa tako majhnem narodu, doktor znanosti moram vsaj 500 ljudem na nek način kruh zrihtati ali pa 200, da sem pa samo za sebe gajšlam, pa da samo za sebe zaslužim kot SP in plačujem samo 200 € vseh tehle obveznosti, sem pa kriminalc. Ja, zato so vsi novinari, ki so SP na nacionalki in ne plačujejo prispevka za zdravstveno in pa za pokojninsko zavarovanje, kot intelektualc je plača 2,5 €, 1200 mora dati. Če ima kot SP samo 1300 € in se preživi, ni primeren intelektualc. Ker intelektualc mora zaslužiti 2,5 €. Kako, jaz ne vem. Me ne briga. Si intelektualc, se mora prebesti. Ne pa, da mi poslušamo poštene novinarje, kako oni razlagajo o poštenosti. Zraven je pa SP. Zdaj bom pa nehal. Hvala. No in še profesor dr. Vižintin. Jaz ne bi, ker je... Ne bi se zdaj dobro. Zdaj imamo pa priložnost, da rečemo kakšno na ta silno zanimiva izvajanja, ki smo jih pač zdaj poslušali. Hvala za besedo. Moje ime je Rasto Reven, sem lastnik podjetja Remi Idrija, pa direktor v Senci. Zaradi tega, ker pač ta naša zakonodaja ne dopušča, da bi delal po upokojitvi.
Se bom pa navezal na profesora Vižentina o mikropodjetjih. Zakaj? Primer, nekdo, ki ima invencijo, ima idejo, pa bi rad realiziral in ima vizijo, kako bo to realiziral, ustanovi, na primer, podjetje. Ima toliko denarja, si dobi še enega partnerja in to fura naprej. Potem pa to inovacijo ustvari, je izdelek narejen, izdeluje in gre naprej. Vse to govorim na lastnih izkušnjah, da ni izmišljeno. No, ker je pa vsaka inovacija pogojena s časom, določena izdelek oziroma tudi izdelek mu preneha zanimivost na trgu ob določenem času. In če se razvoj izdelka predolgo potegne, je velika verjetnost, da bo tak izdelek prišel stop trga več ne sprejme. Tukaj pa nastop naša neumna zakonodaja o naše neumne vlade. Zakaj? V času, ko izdelek ratuje, se pojavljajo stroški, ki se knjiži na razvoj. To se pravi konto 0011. Tukaj je zakonodaja spet pogruntala eno famo, da je treba tele stroške v 5 letih spraviti nazaj v stroške. Neumnost. Če je izdelek velik oziroma razvoj težak, ni možno samo s tistim izdelkom to pokriti. Ker pa moraš pokriti, nastaneš izguba. Tukaj pride spet inovacija, ki je naše vlade lahko samo Nobelovo nagrado dobijo. In sicer, da imamo podjetje še en drug izdelek, ki ga uspešno lansira, to se pravi, ima prihodek. Vendar mora pokriti stroške, ki so nastali zaradi razvoja. No, te stroške pokriva na koncu iz ostanka dohodka. Tu pa pride tista pametna, po narekovajih, pameten predpis. Namreč, tele stroške, pretekle stroške oziroma izgubo iz preteklih let lahko pokriva v celoti, vendar gre v davčno osnovo samo 50%. In od teh 50% nekoč je bilo 17% davka na dohodek pravnih oseb, zdaj je pametno usmerjeno v razvoj 19%. To se pravi, kaj zdaj narediti? Ali pustiti v zaključnem računu nepokrito izgubo, da ko prideš k partnerju, pogleda to je boniteto, pa reče, pa kdo se bo s takim podjetjem sploh še kaj pogovarjal, ali pokriti iz prihodkom in plačati že drugi davek države. In to je tisto, kar zavira mlade, da se ne upajo, to je eden izmed faktorjev, da se ne upajo jeti v podjetje. Ker pa pri nas še zmeraj velja, iz malega raste veliko. Naprimer, če ima inovator izdelek majhen, kakršenkoli, ki ga neka velika tovarna bi rabila v svojemu inovativnemu izdelku, pa ne more naprej, ker ta za izdelka nima. Tudi če gre v fabriku, pa reče, poglejte tako, pravi, prinesi izdelek, potem se bomo pa pogovarjali. Aha, to se pravi, mora sam izdelek narediti in nekaj s to lepotke snima povedal. In posledično, če takega inovatorja, ki bi imel hrbtenico, denar in pa, da je malo naumen, da izdela tak izdelek in pride v tovarno, potem bo ta tovarna imela tudi tale velik konglomerat, bo imel možnost razvoja, možnost zaradi tega malega izdelka posodobiti svoj cel izdelek, da bo tako. Poglejte, glede, da se vrnem nazaj na zakonodajo. Jaz sem poskušal, kot bivši državni svetnik, svoje sedajne kolege, motivirati, da bi predlagali spremembo tega zakona o obdavčitvi dohodka, če niso bili pokriti stroški iz preteklih let. A mislite, da je kdo hotel to narediti? Pa smo si bili prej kolegi, pa sem nam razložil, da je tole veliko
za inovacije za nazaj. Problem pa ni, ker pač senina se dobi, a dobiš kaj, a narediš kaj, a ne dobiš nič. Samo če v Sloveniji ne bomo podpirali malih inovacij, ne bo veliko. Pa še nekaj moram povedati, kar je zelo važno. Ko ta inovator, gre to zdaj pa se tiče inštitutov, ko ta inovator naleti na tehnološki problem in se obrne na inštitut in prosi, ali mi lahko pomagate. Lahko, ja, če plačate 50 000 ali pa 10 000 ali pa 20 000 evrov, denarja za to, ta še nima. Nihče od teh inštitutov pa ni bil pripravljen, sklenemo pogodbo, s katero se mi kot proizvodna zavežemo, ko bo izdelek na trgu, da vam tole odvajamo, vas podpremo takrat, ko vas bomo lahko. In vidite, to je pa začaran kruh. To je tisto. Najlepša hvala za besedo. Nadaljujmo, prosim. Stanovnik je moje ime, sem ekonomist, ampak sem se zmeri nekako zanimal za tehnološke inovacije in sem veliko sodeloval tudi z inženirji. Torej, mogoče bi samo dve stvari komentiral. Mislim, da je profesor Vižintin dal eno zelo celovito sliko našega raziskovalnega inovacijskega sistema. Jaz bi mogoče sam kratek komentar na ta obseg in strukturo vlaganj v raziskave in razvoj. Res, da smo prišli v globalu na 2,6 BDP-ja, vendar seveda tukaj je 2% podjetniškega sektorja. Ne. To se pravi, da tukaj je država bo mogla bistveno več vlagati. Je pa nekaj treba res, kar noben zdaj v teh razpravljalcih v zadnjem času ni poudaril, da smo v obdobju 11-14 pol milijarde dali za centre odličnosti, kompetenčne centre, gospodarska središča, rezultat tega pa vemo, kakšen je bil. Ne. Mislim, zelo minimalen. No, zdaj se ta strategija pametne specializacije nekako dogaja. Tudi tukaj slišimo, da teli sripi, da težko, če bodo dali kakšne rezultate, ker praktično ni bil razpis tako postavljen, da bi zahteval dejansko ključne inovativne rezultate. Zdaj bomo videli, seveda, bodimo optimisti, da bo iz tega nekaj ratalo. Zdaj, kar se tiče kriterijev za raziskovalno delo, bilo je že poudarjeno strani gospe Rejčeve in drugih, da pravzaprav samo citati pa znanstvena odličnost ne pelje, da en del znanstveni se mora ukvarjati z ekonomsko relevanco. In če tega ne bo, potem seveda tudi tiste ideje, ki sta dr. Duhovnik pa profesor Zupan dala združitev univerze, inštituti, seveda to je zanimiva ideja, sam kaj bojo pa zdaj te skupni konglomerati dajali, recimo, sprašujem se, glede na uspešnost sosedov Avstrijcev ali pa Nemcev, tam imajo pa Fraunhofer, imajo Joanneum, imajo Zeibersdorf, ki povezujejo znanost, temeljno znanost z gospodarstvom. In seveda to ne more zdaj ena univerza samo z članki pa z temo znanstveno odličnostjo pokrivati. To se pravi, da tukaj bo treba ta dualizem narediti tako na strani izobraževanja kot na strani raziskovanja. Zdaj, če pogledamo strukturo teh raziskav, več kot 60% je usmerjen v splošni napredek znanja, ne pa v industrijski razvoj, in zaradi tega tudi tukaj imamo en manko. Zdaj, ideja high-tech seveda generalno je zanimiva. Samo če pogledamo velike ekonomije, recimo ZDA, samo 3-4% BDP-ja je high-tech. To se pravi, ostalo so storitve, middle-tech in tako naprej. Recimo glavni del Nemčije kot tretjega svetovnega izvoznika je middle-tech. To se pravi, da ni tukaj, da je zelo težko konkurirati na high-tech. To se pravi, da tukaj je velika konkurenca, rabimo, kot je rekel Jože, tvegani kapital, rabimo celo inovacijsko okolje, ki je pri nas sovražno, bi rekli. Poglejmo, recimo, vprašanje razvojnih kadrov, da bi privabili, bilo je že rečeno kroženje, jaz mislim, da ta ideja je zelo dobra, sama inženirska akademija ni uspela s tem. Ker ministri, ki vsi prihajajo iz akademske sfere, z izjemo Golobiča,
so vsi bili proti temu, da bi bila ta realna povezava med gospodarstvom in znanostjo. Zdaj, tukaj je problem socialne kapice. Ne? Recimo, če hoče ena Krapovič zaposliti enega dobrega dizajnera s tujine, pravijo, da je predragi, ker so te prispevki toliko veliki. Imamo pa seveda kolege na univerzi, na inštitutih, ki imajo popoldanski SP, ki plačujejo samo 6% davka. Ne? Recimo jaz, če pa, ki sem se zdaj upokojil, če imam avtorski honorar, je preko 50% obdavčitev. Samo ko mimo grede. To se pravi, da tukaj je vrsta problemov in zdaj te radikalne predloge, ki jih je profesor Duhovnik dal, jaz mislim, da so potrebni, samo zdaj vprašanje, ali je ena sprejemljivost v družbi, da bi šli do nekaj takega. Recimo, kar se tiče inovacij, mislim, da je boljši pristop inkrementalne, medtem ko preboje bo pa težko doseči, ker bi mogli zelo koncentrirati te raziskovalno, finančne pa kapitalske vire. Tako da tukaj je seveda vprašanje tudi sistema, da ne govorim recimo o volilnem sistemu. Če bi volilni sistem spremenil, verjetno bi potem bile tudi vlade veliko bolj učinkovite, da bi določene ukrepe bolj radikalne za preboje naredili. Ampak zdaj to je zelo težko doseči pri nas. Tukaj bo gospod Brejc več rekel, ker se je s politiko ukvarjal. Tako da jaz ne bi šel v detalje, ampak bi pa pozdravil vse te govornike, ki so bili. Samo en medklic. Torej, prva stvar, ki jo danes opažam, je, da je miza družboslovcev ta hip še prazna, ker me zelo preseneča. So pa med nami tam, to sem hotel povedati, da ne misli, da je zdaj to en velik razkorak med družboslovjem in tehniko. Ne vem, zakaj se pač niso usedli sem, ampak dobro. Kar pa zadeva tale zadnji stavek o politiki, nobena vlada slovenska do zdaj ni izvedla kakšne res pomembne reforme. Ker sem sam z področja javne uprave, se si sicer upam reči, da je bila reforma javne uprave takrat pogoj za vključitev Slovenije v Evropsko unijo, eden izmed mnogih seveda, in takrat se je nekaj malega zgodilo. Neke spremembe so bile, ampak od takrat naprej gre pa že pravzaprav spet tako kot po starem. Politika pri nas pravzaprav ne poznam nekaj Machiavellija, ker Machiavelli je kot neka negativna osebnost verjetno. Ampak če bi ga poznali, bi videli, da je pravzaprav politika neka umetnost, spretnost in tako naprej in tudi pogum. Kako je možno, da vlada prostodušno pove, zakona o nepremičninah ne bo, ker so prihodnje leto volitve. Se pravi, ali grejo ovce za ovnom ali ovn za ovcem. Malo huda primerjava. Ampak jaz recimo se čudim, da tudi prejšnje vlade, ko je bilo obdobje rasti, blagostanja zelo veliko, kako da takrat ni bilo takih pobud in takih aktivnosti. Ker se je čakalo na naslednji mandat, češ takrat pa bo. Veste, tako kot smo kot družba ne dozoreli v tem političnem smislu in ne razumemo, kaj je to demokratična politična kultura, tako seveda tudi porivamo v politiko tiste, ki pač to hočejo početi. Vse manj sposobnih in pametnih ljudi pa je v politiki. Ampak to ni samo naš problem. Pogledajte Ameriko, ali pa še kakšno sosedno državo, pa ste videli, da imajo enake težave. Skratka, smo v tistem, ko so iz antičnih časov, vemo, gori državi, kjer vladajo slabi, ker dobri nočejo. Izvolite vas. Jaz sem pa upokojenec. Bravo, kolega. Čeprav sem trdo delal 40 let na 3 kontinentih, tako strokovno, malce tudi znanstveno, tehnično, vse kasneje pa vedno bolj družboslovno in tudi humanistično. Tako da kot interdisciplinarni strokovnjak danes, ko sem odmaknen od vsakodnevne dirke, bi nekaj povedal v tem kontekstu, ampak vedno sem učil tudi sebe mlade obrni glav. Zdajle vsi vidimo ta zgornji del.
Jaz bom pa to obrnil in bom dal praktični primer, če sem lahko oseben. S ponosom sem 6 let vodil Rudis v Bagdadu, za časa Sadama Huseina. In sem imel pravico si kupiti avto. Odšel sem v Kuvajt in kupil japonski avto Nissan Datsun. Veste, od Bagdada do Kuvajta je 500 km, pa še vize sem moral imeti. In sem stopil tjale blizu Bagdada, ki je ljubljanskemu UMP-ju, ki je imel veliko, kako bi rekel, intendantsko zaledje, mehanike in tako dalje. In jaz prepeljem tam moj avto tistemu mehankarju in rečem, poslušajte, kak pa zdaj, ker tu ni nobenega servisa. Rekel, odprite avto, oziroma pokrov. Odprem, možakar gleda, ja pravi, vi imate pa Mercedes 280 SE mašino noter. Japonski avto. Ja, kako pa vi to veste? Ja, jaz sem delal 20 let na Mercedesu. Vidite, tole je sprememba, pa to je boljše, pa tole je boljše. Inovacija. Z tega zornega kota. Pa če smem še en primer povedati. Kot mlad inženir, projektant, mi pa veva, gospod Dohonji, kaj so projektanti, se je bil povabljen v firmi Fisman. To je firma, ki dela na kotle. Jaz kot projektant sem napisal sigurno 100 takih kotlov za projekte po Jugoslaviji. Provizije nisem dobil niti $1 ali marke, pač pa trgovci metalke desetine milijonov mark v žep. To me ne moti. Jaz sem se šolal etično moralno za ustvarjanje, za kreacijo, inovativni proces. Drugi so se pa šolali, tako inženirji kot družboslovci, predvsem ekonomisti, za provizije. Recimo nekdo je imel 25 milijonov mark, leta 90, ko je bila naša prosvetitev. Zakaj Fisman? Mlade inženirje so povabili v ta tehnološki center. Imeli so mednarodno letalsko pristanišče v tovarni, 6 avionov, počakali so nas v Frankfurtu, pripeljali domov v hotel z bazenom. In nas učili sodobne tehnologije in tehnike. Tehnologije smatram jaz vse, kar je uporabne tehnologije. Tehnika je pa način, da do tega prideš. Veste, kaj sem opazil v sejni dvorani? Gospod bi znal prečitati. Ali so vi to Kitajci ali Tajvanci, ne vem. Bilo je v njihovem jeziku. In sem vprašal kot mlad človek, ki ga vse zanimalo, kaj pa ta plošča pomeni. Zgodba je takšna. 7 gospodov z Daljnega vzhoda je prišlo pogledati to tehnološko tovarno, ki je bila nekako tehnološka tovarna vzorčna za tisti čas v svetu. Po 7 dnevih, 7 ljudi, po 7 dnevih je gospod Fisman, ki je to tovarno naredil, ki je bil tam v hribu, je imel graštino z vsemi kameri in spremo proizvodnjo, da bi oni zdaj odkupili licenco. Zato so tudi prišli. In so gospodu Fismanu rekli, gledajte, licenca naj bo cenejša, zato ker mi smo vse poslikali, smo specialisti, večer narisali načrte in točno vemo, kako se to izdela. In gospod Fisman je rekel, meni je čast, da vam lahko podarim licenco. Hvala. Zanimivo. Gremo naprej lahko, ja, prosim. Ciril Krašac, upokojenec, prej nekoč iz Krabiroze, industrijski inženjeri, kar sliše, pa inovator svobodno poklicu. Politiko ne bom zavijal, ker mi v vojaški knjižci piše samovoljan, politično nezainteresovan, pa se nam preko malce ne. Ampak društvo inovatorjev propada, ne. ASI, ker ima inovatorje tudi čez, jih pošilja na sejme, možakarji patentirajo, ok, pol gre na sejem, dobi neko priznanje, pa je pa to jasno ukradena zadeva. Jaz jih pa skozi učim tako. Jaz sem, ko sem bil srednjošolc in sem gotovo, da je v salonitkah azbest, pa da je to strupen, sploh za tisti, ki imajo štirno. In sem jaz lepo patentiral v Beogradu še seveda, Mulc,
kritino, ki se dela z odpadne plastike v obliki salonitk, da se lahko tudi delno mena, pa da je dodatna toplotna izolacija zraven, kjer se lahko še napele topla voda, sploh za polet in tako dalje. Pa še kritina je lažja, cenejša pa večna. In sem to se pogovarjal tudi z unimi in pa sem ugotovil to v bistvu, kar še danes velja. Prehitevati ne smeš. Ko pa imaš idejo za patent, pa to narediš, zaščitaš, ampak tako narediš, sprobaš, pa poiščeš, kdo je eventualni kupec, kdo je zainteresiran, pa pri njih to malo preveriš, pa oddaš eno nepopolno patentno prijavo, ali pa vsaj modelno zaščito, tako da dobiš papirček, kako moraš v 3 mesecih tole plačati, pa dopolniti prijavo, ampak če v teh 3 mesecih ti nimaš kupca, ali pa nekoga, ki je za to zainteresiran, pol to vrzi stran in ne troši denar za razne te sejme in patente in papirje. Ker v teh, če pa vidi, ker pa je nekdo zainteresiran, pol pa to v teh 3 mesecih ti najdeš še kakšno izboljšavo, ne? In tisto boljšo varianto zaščitaš, pa ne plačaš, ampak z njim narediš pogodbo, prenos pravic njemu in naj on patentira. In ko smo imeli svoj patentni urad prvič v Sloveniji, mislim, da je 91. sem jaz 95. tak prenos patenta hotel narediti. Pa sem rekel, da mi dajo eno kopijo, da ne bom kaj zafuštal, nimamo, da ne moreš dobiti. In sem rekel, tam so bili tudi neki bivši izkraši, sem rekel, da mi eno kopijo, da naredim ta prenos na Nemca. Je rekel, še noben ga ni naredil. Ampak to je bilo 95. leta. 5 let po samostojnosti države, pa svojem patentnem uradu, prenosa pravic patenta še ni noben naredil. Ampak jaz tudi zdaj tem inovatorjem povem, enkrat, da je letos so bili pri meni, sem v Bistri enkrat jim povedal, kako naj to delajo, ampak je ugotovil, da sem imel prav. On je pa popušil. Pozdravljam ga tudi bil, ko sem bil bivši izkrašen, so skoraj vseh iskraj delal. Hvala. Hvala lepa. Kar naprej, prosim. Kdo želi še besedo? Imamo še nekaj minut časa. Kar, doktor Žekš, prosim. Ja, hvala lepa, da ste me povabili. Prispevki so bili zelo zanimivi, vsaj zame. Zaradi pomanjkanja časa bom sem na kratko par stvari komentiral. Predvsem se Jožetu Vigentinu zahvaljujem za lep pregled trenutnega stanja. Čeprav mislim, da je slabše, kot zgleda. Tam si izpostavil nekaj pozitivnih točk, recimo število doktoratov, potem kaj še mednarodno sodelovanje, tukaj smo dobri, ne? Ampak kako morajo univerze, ki so podpovprečne, proizvajati nadpovprečno dobrih doktorjev znanosti, tega jaz ne vidim. Tako da jaz mislim, da smo mi pač kriterije za doktorat znižali in imamo za to dosti. Mednarodno sodelovanje je pa posledica majhnosti. Če bi bil jaz v svoji hiši svoja država, bi imel 100% mednarodnega sodelovanja, ker že če bi s sosedom govoril, bi bilo mednarodno sodelovanje. Tako da s tem se ne moramo posebej hvaliti in slika je črna. Potem bi rad komentiral izrabo kadrov, znanja, ki ga imamo, kar je bilo omenjeno. Te dni sem srečal profesor Pavel Poredoš, je zelo ugleden zdravnik,
vodja oddelka, imel je razne funkcije in ga sedaj pošiljajo v penzijo. In je nekaj časa na kliničnem centru prosil, da bo še podaljšal, so rekli, ne bo šlo. In zdaj gre z novim letom na kliniko v Chicago. Zdaj, to najbrž niti ni zanjega posebno dobro, za Slovenijo pa sploh ne. In tukaj sta dva problema. Eno je prisilno upokojevanje, drugo je pa, da v tem sistemu, ki ga imamo, po upokojitvi v bistvu ne moreš več delati. Ne? Kar je katastrofa in o tem, da se govori, da ti hoče vzeti penzijo, če delaš, zakaj hudirja bo meni penzijo, je malo, če smejo zaslužiti. Tako se pravi, tu so resni problemi. In v Nature, znani reviji Nature, je bil lani en članek o tem sistemu upokojevanja strokovnjakov, kjer pravijo, da ni nobenega dokaza, da upokojitev starejšega odpira mesto za mlajše, ampak da so indikacije, da je nasprotno res. Hočejo trditi, da če več ljudi dela, če smo vsi bolj aktivni, bo tudi več delovnih mest. Neandertalci ni imel nobenih delovnih mest, ker noben ni bil v službi. Tako da to bi bila stvar, ki bi jo treba bilo razmisliti še. Potem se mi pa zdi, da sem padel tukaj v neko druščino, ki nekako ni prav pozitivno nastrojena do družboslovja, niti ne do inštitutov. Pa naj začnem z inštituti. Vprašanje je bilo, čemu služijo inštituti. Moj pošten odgovor je, ne vem. Ne vem, to smo podedovali neko stanje, s katerim živimo, ki po mojem pa ni tako hudo, slabo, da bi se morali iti neko revolucijo. Če bi lahko to mirno spotoma rešili, se predlaganimi rešitvami strinjam popolnoma. To, da več študentov študira družboslovje kot drugod, je izvira iz naslednjega. Lani sem srečal enega gospoda, ki se je celo življenje ukvarjal na svetovnem nivoju z usmerjanjem študentov v posamezne smeri. Sem rekel, torej se splača poskušati usmerjati mlade ljudi v naravoslovje, tehniko in tako naprej. Je rekel, brez upa zmagaj. To je 20% mladih je sposobnih za to, ostali pa niso. In jih ne morete spraviti nekam drugam, kamor jih ne paše. Naš problem je to, da upisujemo preveč mladih. Mi skoraj, to smo 70% generacije upisujemo in zato, če jih je 20% v naravoslovje in tehniko, potem ostali grejo po družboslovje. Se nič hudega. Tako da ostalo ne bom sveda povedal. Hvala lepa.